Če namreč rečem, da je Celje glasbeno mesto, se bomo seveda s tem vsi strinjali. To se nazadnje dokazuje iz dneva v dan. Ampak kot je značilno za vse samo po sebi umevne trditve, se pri njih vse nekako preporedko vprašamo, kje pa je to ozadje, se pravi, kje so korenine, kje je razlog temu, da Celje že več kot stoletje je mesto glasbe in glasbeno mesto. Ko sem pred nekaj leti malce podrobno raziskoval kulturno življenje v Celju med obema vojnama za potrebe nekega referata o slovenskih mestih, sem dejansko nisem mogel biti poudarka, da je na vseh področjih kulture in umetnosti, na katerih so Celjani delovali v obdobju med obema vojnama, ravno glasbi bil nekako odmerjen največji kolač. Ne le to, da so že Slovenci Celjani pregovorno radi pojemo in da so številna pevska društva pravzaprav nastajala vse od preloma stoletja dalje, ampak je v tem času, se pravi v 20-30 letih 20. stoletja, dejansko bilo tudi ogromno število različnih instrumentalnih glasbenih zasedb. Od komornih zasedb, od orkestrov, pa vse do takrat predvsem trendovskih reči, trendovskih žanrov, kot sta recimo swing in pa jazz. Se pravi, in kaj je bil skupni imenovalec vseh teh glasbenikov, vseh teh instrumentalistov, vseh teh mladih ljudi, ki so delovali v teh orkestrih, predvsem to, da so dejansko izhajali iz istega gnezda. Se pravi, da so na nek način dobili isto izobrazbo, da so se nekako inicirali v svet glasbe v istem okolju, ki ga poosebljata glasbena matica in pa kasneje glasbena šola. Se pravi, kadarkoli govorimo o kulturni zgodovini Celja ali pa o zgodovini kulturnega življenja v Celju v 20. stoletju, nekakor ne moremo ubiti zgodovine, tradicije in te neverjetne ustvarjalne moči in energije glasbenega šolstva v Celju, ki tako kot v preteklosti tudi danes dejansko vzgaja vedno nove generacije mladih glasbenic in glasbenikov. To zadevno sem seveda v imenu Muzeja novejše zgodovine Celja izredno vesel za pobudo, da lahko na nek način skupaj v enem tvornem sodelovanju obeležimo ta visok jubilej, 110. obletnico glasbenega šolstva v Celju. Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste prispevali k tej razstavi, ki, kot bo verjetno kasneje rečeno, seveda je samo začasno postavljena v naših prostorih, svoj stalni domicil pa bo dobila na matičnem sedežu.